Zaposlitev vremena je precej. Da lahko živim normalno življenje, imam redne dohodke, se lažje vključujem v družbo. Brez prilagoditev tako ali tako ne bi šlo, so pač določene ovire. S prilagoditvami pa se to da vse, če je volja, je tudi moč. Na mojem delovnem mestu so prilagoditve dvigalo, ki se avto dvignem v položaj, da delam ravno. Strojček je dosti lažje zabrusiti od normalnega, klančine pri ovirah in tako dalje. Vključiš jih lahko s tem, da če imajo voljo do dela ali pa kakšno znanje odpred, se lahko marsikaj prilagodi za njihovo dobro. Vse invalid je kot delavec, da mu pomagaš, da mu nudiš službo in da tudi on tebi naredi neki prihodek. Delam v proizvodnji, vrtam noge, tudi kaj drugega pakiram, lažja dela, mi je zelo všeč. Sem psihično bolj stabilna, samozavestna, tudi prihodek mi prav pride. Počutim se koristno, doma ne bi zdržala 8 ur. Prilagoditev delovnega mesta je potekala tako, da nas je gospa Suzana Debevec, ki je bila takrat v postopku poklicne rehabilitacije, kontaktirala, se je iskala primerno delovno mesto zase. V fazi ocene primernosti delovnega mesta se je pokazalo, da bi bil stroj lahko za njo potencialno nevaren. Stroj ima namreč nožno stopalko, s katero se sproži izvedba samega delovnega cikla. S strani medicine dela so ocenili, da bi to lahko bilo za njo nevarno, glede na to, da ima občasno težave z ravnotežjem. Zato smo potem na ta stroj dodatno namestili 2 tipki, ki ju more Suzana obeh hkrati pritisniti, da se sam postopek, se pravi delovni cikl, izpelje. Na ta način se doseže, da v nobenem primeru njena roka ni v območju delovanja stroja. Moje ime je Anja Hočevar, sem slepa, zaposlena v centru Iris. Moje delovne naloge so zelo pestre, obsegajo od dela z računalnikom, se pravi delo z birokracijo, potem delo z otroki, vodim razne delavnice, bodisi za starše slepih slabovidnih otrok, za otroke. Če govorimo samo o delovnem mestu kot o mizi, izgleda tako, da ko stopimo v prostor oziroma v pisarno, je takoj prva miza od vrat. To je prva stvar, na katero so gledali. Zato, ker slepi imamo neke orientacijske točke, s katerimi si pomagamo. Na mizi je potem računalnik, ki ima govorno sintezo, ki se imenuje e-bralec, in brajeva vrstica, ki pomaga pretvoriti v brajevo pisavo tisto, kar se vidi na ekranu. Če pa govorimo o širšem, ste pa videli taktilne oznake zunaj po hodnikih. V pisarni mora biti stvari vedno na istem mestu, se pravi stoli pospravljeni, za mizo omare zaprte, rože na svojih mestih, okna zaprta. To je v bistvu to, kar je od prilagoditev. Delodajalec dobi subvencionirano opremo in zato jaz ne razumem, zakaj se delodajalci bojijo zaposliti slepo osebo. Tako da jaz mislim, da najprej razmišljanje o naših glavah treba spremeniti, pokazati družbi, kaj znamo, kaj zmoremo, pa bo mogoče tudi kdo od delodajalcev se opogumil pa zaposlil še kaj več. Naša zaposlena je gluha, tako da edina stvar, ki je pri nas ovira, ki smo morali preskočiti, je komunikacija. V osnovi smo zaposleni oziroma sodelavci se naučili nek del znakovnega jezika. Je pa dejstvo, da je mogoče težava pri nalogah, ki so malo bolj kompleksne. Smo pa takrat dogovorjeni, da pišemo na papir, pišemo preko računalnika. To je v osnovi edina prilagoditev, ki smo jo uvedli, sicer pa delo poteka popolnoma nemoteno. V prvi vrsti je tako, da glede na to, v kakšnem času živimo in v kakšni družbi, se mi zdi zelo pomembno, da je vključitev invalida v delovno okolje pomembno za vse sodelavce, za vse okoli nas, zato da se naučimo drugačnosti, pa predvsem da jo sprejmemo. Druga stvar pa je, da pravzaprav
dobimo oziroma se okrepimo z nekimi drugimi potencijali. Zagotovo vsaka oseba pač nosi, a pa ima neko vrlino, ki je bolj izpiljena mogoče od nekoga drugega. Govorim predvsem za invalide. Tretja stvar, ki pa je, pa moram reči, da so ta denarna nadomestila niso mala in je to za podjetje precej ugodno. Zaposlitev za mene osebno pomeni zelo veliko, saj se lahko dokažem, da tudi invalidi lahko delamo enako kot vsi ostali, kljub omejitvam. Prilagoditev na delovnem mestu mi olajša vsakodnevna opravila in lahko delam tudi kot vsi ostali. Vsak delodajalec bi se moral zavedati, kako pomembno je, da da priložnost tudi invalidom, da se vključijo v njegov delovni proces. Z nekaj dobre volje, z nekaj idejami, prilagoditvami je takšna zadeva pravzaprav nadvse enostavna. Najpomembnejše pa je, da si ti invalidi potem zagotovijo enakopravni status v družbi, v podjetju in na nek način živijo normalno življenje. Prilagoditev delovnega mesta je za vsakega posameznika pravzaprav posebna naloga. V našem primeru smo morali vse delovne površine, dostopna mesta do računalnikov in strojev prilagoditi na ta način, da smo uredili podeste, stopnice, ki omogočajo nemoteno in varno dostopanje do delovnega mesta in s tem opravljanje nemotenega delovnega procesa. Lokal smo prilagodili v bistvu tako, da je čim lažje komorkoli, ki pride sem delati. Zraven kavomata smo naredili fotografije različnih kavic, ki jih strežemo, ponudbe in dajemo še čaj, pa kdor želi vročo čokolado. Majice prodajamo, skodelice, tudi kakšne majice, kdor želi si lahko tam izbere, lahko kupi, plača. Predvsem si pomagajo s tistimi sličicami in z opisi, kako se kava naredi. Tudi v en zvezek smo zapisali vse postopke, tudi vroče čokolade, čaja. Čeprav zdaj tega zvezka skoraj več ne potrebujejo. Na stikalih so napisane vsa funkcije, kaj počnejo. In predvsem tlele sem tudi jaz zraven kot mentorca, ki jih usmerjam in pomagam. Oni tukaj delajo. In se v bistvu potrudimo, da čim več naredijo sami in da čim več naredijo oni. Zato, ker tukaj si želimo predvsem osveščati ljudi, družbo, da jih spoznajo in da vidijo, da so invalidi v bistvu enakovredni člani naše družbe in da če se jim le omogoči, da v bistvu zmorejo prispevati veliko. Predvsem, da se jim da priložnost in da ljudje vidijo, da se ljudje zavedajo, da so invalidi med nami in da so enakopravni in enakovredni in da je prav, da se jim da priložnost. Tako, res je potrebno malo za to, da se vključijo v našo družbo kot vsi ostali.